Kuntnerja bi lahko rekel... Naslov njegove knjige je Grabe mojih sanj, spet pesniška zbirka, zbirka življenjskih. Kuntnerja poznam na nek način že čist malo manj kot 60 let. Pomeni, da se poznava dolgo, zdaj sem celo zvedel in že mogoče z njim skupaj nastopal, še preden sem šel v službo na Sladki Vrh, ker je on doma. Ko sem pa bil tam v službi, pa se enkrat mimo pripelje z nekim avtom, pa mi reče, ja, ti si tu, se poznava, jaz sem tam in vsakekrat me je skoraj na silo, jaz pa sem tudi, me ni bilo treba nič siliti, peljal na Trate kazati, ker je njihova hiša, ki so jo prodali in se preselili tu gor nad Bistrico ob Dravi. In je sedel tam, da nam rekel, da se je jokal in je rekel, glej, kak se propada. Njive niso obdelane, hiša se ruši. In se je res zrušila in se spomnim, da takrat me ni vzel zraven, nisem niti vedel, on se z Lenarta pripeljal, da se je pripeljal k meni v blok na Sladki Vrh in se je praktično res razjokal, ker je bila hiša, se je zrušila sama od sebe, je ni bilo več. Vse ima pesniško zbirko Moja hiša. Torej, pri Tonetu, ki je moj prijatelj, sem spremljal eno iskreno, srčno, globoko bolečino, ne bi rad rekel, ker v bistvu ne drži, ker je čustven, skoraj bolestno bolečino na tem, kako propadajo Slovenske gorice, propadajo ljudje. Kdo, ki so ga silili v zadrugo, se je recimo obesil, nekdo drugi, vsi so zbežali čez mejo ali kaj, pač mnogi, in so njive in polje ostavljali sama. Brez Kuntnerja mi v pesni, v literarnem svetu dolgo ne bi vedeli za to bolečino. Slovenske gorice imajo izjemne pisatelje in pesnike, od Kozbeka, Krefta, Slodnjaka, Stanka Cankarja, Lojza Krajgerja, še Cankar je bil v Trojici in tako dalje. To je ta desni breg, v bistvu Prlekije, če se peljemo v Mursko Soboto na desno stran. Na levo stran pa velja, kot da ni bilo kaj prida pisateljev. Jaz lahko, čeprav bo izgledalo, kot da se tudi nekaj izpostavljam, se spomnim, da me je Jančar, ko je šel v Ljubljano, je nekaj časa iz gostoljubnosti in človekoljubja stanoval v družini Antona Slodnjaka, ker je bil prijatelj z njegovim sinom Markom Slodnjakom. In mi je enkrat rekel, veš kaj, da Slodnjak ve za tebe. Jaz sem pa objavil nekaj novel v Sodobnosti in me je vprašal, če poznam Pargliča, da je učitelj tam gori na Sladkem Vrhu, in mi je rekel naslednje, ko ga boš srečal, tega Pargliča, mu reči, naj samo piše. Ker ta del Slovenskih goric, levo od Lenarta, nima pisateljev. Desni breg jih ima ogromno, levi, to sicer delno drži, ne drži, ker je bil z Marije Snežne Stanko Majcen. Ampak res edino pravo, pravzaprav ime. So se kasneje pojavljali Manica Lobnik, Šentiljo, Polde Suhodolčan, še kdo, ampak do Kuntnerja pravzaprav ni bilo pravega imena. Nedomišljavo sem se mu jaz malo pridružil, mogoče z losom Karoline Žašter, ki ga je tudi Slovenija postala pozorna. Torej, spremljal sem Tonetovo skrajno iskreno. Meni se včasih zdelo, da tudi preobčutljivo bolečino na tem, kaj se dogaja s slovensko zemljo, kaj se dogaja Slovenije goriškim kmetom in kako so sistemi neobčutljivi za to bolečino. On je napisal, da ima v mestu vsak pes živi gospodsko življenje v primerjavi z pasjim življenjem kmetov. Torej, kasneje je pisal vse mogoče pesmi in ljubezenske, izrazito je bil močen ta zadnji sunek domoljubne osvoboditeljske poezije, ki so ljudje tudi različno sprejemali. Toda zdaj se je odločil, na tvoje vabilo ali kaj, zbrati
ne vem točno koliko, 40 pesmi iz vseh obdobij o Slovenskih goricah in na slovenskih kmetov. Ja, to je knjiga v seriji življenjskih knjig, naše zbirke življenjske knjige. Ja. Ko si mi rekel, naj mogoče pregledam, pa če bi bil pripravljen napisati, spremno vesel, da sem takoj rekel ja, kajti knjiga, kar je pa zopet drug čudež, se bere, jaz znam 4 pesmi mogoče na pamet, ali pa vse poznam pa praktično vse. Nekatere pa znam na pamet. Doma na obisku, mimo grede, zdaj je zadruženo, tudi partizansko pesem in mnoge znam na pamet, ampak sem to bral osuplet, kot da je na novo zdaj napisal novo pesniško zbirko. Ni šibkega mesta, vse so boleče, vse te prizadenejo in kot rečeno, kapo dol, da ste to izdali.